Kako prepoznati dobre lide? Kako prodati izdelek ali storitev? Kakšna je oziroma bi morala biti vloga marketinga v podjetju? Pogovor z marketinškim strategom Fedjo Hvastjo, predavateljem na konferenci Sales Summit. Če naj marketing podpira prodajo in prodajne aktivnosti in zagotavlja neko uspešno rast firme, mora po eni strani ustvariti dovolj lidov, med katerimi bo vedno večina slabih. Če jih dosti narediš, je večina slabih. Če čakaš, da te pokličajo, bojo vsi dobri, samih je čist premalo. In se pravi, mora ustvariti dosti lidov in obenem prodaji dati možnost, da med njimi natančno identificira, kateri so vredni njihovega časa, zaradi tega, da se pač njihove prodajne aktivnosti potem na koncu rezultirajo v nekem ustvarjenem prometu in rezultatih. Kako ustvariti dovolj lidov? Več pristopov je. Jaz se predvsem, jaz nimam odgovora za vse industrije, za vse firme. Moje ozadje je v B2B-ju in predvsem v digitalnem svetu, tako da v tem kontekstu lahko lide ustvarjaš najboljše oziroma danes že skoraj izključno na ta način, da izobražuješ in informiraš potencialne kupce, da jih loviš v fazi, ko še poskušajo pogruntati, kaj dejansko je njihov problem in se še niso odločili za to, kako ga bojo reševali. Ker tisti ponudnik storitev, produktov, česarkoli, ki jim je najbolj pomagal razumeti, definirati in začeti reševati nek problem, bo imel 5 korakov prednosti pred ponudniki, ki imajo samo produkte, ki nek problem, ki je bil že prej drugje razumljen, rešujejo. Kako identificirati dober lid? Dve različni strukturi za identifikacijo dobrega lida. Prva je, a je to firma, s katero mi bi radi delali, vrsta firme, oziroma s katerimi mi tradicionalno radi delamo, oziroma dobro delamo. Kar pomeni, da če je neka firma uspešna v delu z small businessi, majhnimi SP-ji, je potem nek lid neke ogromne korporacije, ni dober lid zaradi tega, ker ne bojo znali posla speljati. Po drugi strani, če prodajaš neke zelo drage rešitve, potem mikrofirme z malo prometa, ki nimajo denarja, spet niso dobri lidi. Se pravi, eno je, koliko je, kakšna vrsta firma je, a dela v industriji, ki jo ti razumeš, a lahko v bistvu z njimi najdeš nek skupen jezik. Se pravi, to je tako, bom rekel, v narekovaju demografska interpretacija tega, kaj je dober, kaj je slab lid. Drug kriterij, po katerem se presoja, je, koliko časa že ta firma spremlja to tvoje, bom rekel, koristno komuniciranje, koliko so se že navadili na tvoj način reševanja njihovih problemov, koliko dobro razumejo, kako ti razmišljaš in kje boste najdel skupen jezik, zaradi tega, da se v bistvu prodajne aktivnosti začnejo že med dvema entitetama, ki se razumeta in veta, o čem govorita in imata neka vzajemna pričakovanja, ne pa v bistvu čist na prazen, kjer se v bistvu še spoznavaš in mogoče ne boš najdel čist skupen jezika. Tako da, in potem je pa še tretja mikro izvedba te prve je, koliko blizu je ta kupec neke končne odločitve. Se pravi, dober lid je nek, ki je blizu neke končne odločitve, se pravi ne, zdaj smo začeli mečkano razmišljati, pa bomo naslednji let investirali. To je takrat stranka, s katero se marketing ukvarja. Če so pa že zelo veliko informacij skonzumirali, že zelo dobro razumejo svoj problem rešitev in se da v nekem doglednem času posel zapreti, takrat je pa za prodajo boljši lid. Kako torej izdelek ali storitev prodati? En pristop, ki žal še zmeraj nekako deluje, je to, da si povsod in kričiš in te je nemogoče spregledati. To je tudi zelo drag pristop. Biti povsod in biti zelo glasen je drago in deluje samo dokler si tam in glasen. Dokler plačuješ, deluje. Ne? V B2B-ju spet, kjer so te stvari malo bolj zahtevne, malo bolj specifične, kjer so odločitve bolj kompleksne, kot kar nakup enega izdelka v trgovini, je najboljši način tako, da v bistvu pomagaš potencialnim strankam, potencialnim kupcem svojih izdelkov in storitev, boljš razumeti in opredeliti in začeti reševati probleme, ki jih imajo, ki jih potem v končni fazi tvoji izdelki rešujejo. Če čisto banaliziram, če prodajaš družinske avtomobile, moraš začeti komunicirati o
spremembi in izzivih življenjskega stila, ko nek par zve, da je ženska noseča. Takrat se s temi problemi ukvarjaš, takrat si bolj dojemljiv za neke take informacije in takrat nisi pod to presijo, da bi zdaj že nekaj kupil in lažje razmišljaš malo bolj abstraktno in vzpostaviš nek odnos med stranko in proizvajalcem, ponudnikom. Kakšna je oziroma bi morala biti vloga marketinga v podjetju? Ogromen stereotipov, kogarkoli vprašate, ima drugo mnenje, kaj je marketing. Predvsem je pri nas, mislim, največji problem, da še zmeraj marketing in oglaševanje uporabljamo kot sinonim. Da ko govoriš o marketingu, da ljudje pomislijo na billboarde in TV oglase, ko rečeš digitalni marketing, pomislijo na banerje na sajtih. Marketing v firmah, kjer dela dobro, kjer je gonilo razvoja firme, vključuje funkcijo produktnega vodenja, pomaga celi firmi razumeti, s katerimi problemi se stranke soočajo, planirati, kako bojo naprej razvijali rešitve produkte, da bojo bližje temu, kar stranke že hočejo. In ne samo jemali nekaj, kar se je zgodilo v izolaciji od tržišča, ker je bilo narejen, bom rekel, na pamet in potem začeti na silo prepričevati ljudi, da naj kupijo to. Izdelki, ki so narejeni za probleme, se veliko bolj prodajajo, kakor če jih moraš na silo povezati. Na konferenci Sales Summit bomo pogledali konkreten primer. Predvsem veliko vidimo teh caseov iz Amerike in vsi si govorimo, to so ameriške firme, to so ene druge firme, to je B2C, to je B2B, to ni za nas. Vsak najde izgovor, zakaj ni zanga. Jaz bom predstavil primer neke firme, ki sicer ni slovenska, ampak bi lahko bila. Imamo zelo veliko primerljivih, so v bistvu iz naše regije, kjer so z zelo slovensko velikostjo, slovenskim budžetom, slovenskim poznavanjem marketinške tematike nekako v nekem okolju, ki bi ga lahko tukaj čisto lepo reproduciral, dosegali rezultate, ki jih slovenske korporacije v marketingu zelo težko dosegajo oziroma jih ne. Z nekim fokusiranim pristopom in zaradi tega pa tudi v bistvu njihova prodaja dosega rezultate, ki se slišijo abstraktni. Sales Summit 15. februarja 2017 ob 9. uri v Grand Hotelu Union v Ljubljani.